Vlak, na katerem je bilo več 100 evropskih poslancev in zaposlenih v Evropskem parlamentu, je iz Bruslja krenil proti Štrasburu na plenarno zasedanje. Vendar je v Parizu narobe zavil in prispel v Disneyland. Slovenskih poslancev na seje ne vozijo z vlakom, vendar se pogosto zdi, da je končni cilj na Šubičevi v Ljubljani tudi Disneyland. Na tekmovanju v Črni gori v Ležanju je po 50 dneh zmagala Lidija Markovič. Ob tem je povedala, da se je na tekmovanje prijavila, ker si je res želela odpočiti. Kozmetičarka iz Nikšiča je poudarila, da se ne strinja s stereotipom, da so Črnogorci leni, Črnogorke pač. 1. novembra bi se moralo začeti križarjenje okrog sveta, ki ga agencije oglašujejo kot križarjenje, ki se nikdar ne konča. Zdaj se potniki bojijo, da se plovba ne bo niti začela, ker dober teden pred napovedanim začetkom podjetje še nima niti ladje. Agencija zagotavlja, da križarjenje bodo pa zaradi zamika nakupa ladje kabine prenavljali kar med plovbo. Ta dodatna ponudba je za križarjenje menda navdušila mnoge Slovence, ki so navajeni, da se vsako poletje vsaj en sosed loti temeljite prenove stanovanja. Nogometni svet je razburila novica, da naj bi Cristiana Ronalda v Iranu obsodili na 99 udarcev z bičem. Kazen naj bi si prislužil, ker je objel slikarko, ki je naslikala njegov portret. Dotikanje ženske, ki ni vaša žena, v Iranu namreč obravnavajo kot prešuštvo. Vendar so iranske oblasti novico zanikale in sporočile, da ne obstaja nikakšna obsodba proti tujim športnikom. So pa medtem že našli lokalnega Ronaldovega dvojnika, ki bo statiral pri bičanju. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.